Najprej mi dovolite, da smo z veseljem za danes počaščeni, da imamo v sredini Marjesko, ki se je iz kontinenta, praktično iz Krima pripeljala spet nazaj na obalo, samo zato, da nam nameni nekaj lepih pesmi. In zato najprej za začetek bi prosil Marjesko, da nas najprej malo razvedri, potem gremo pa na malo bolj resen del, pa spet vmes malo pauze in še na koncu zaključek, da bomo lažje šli počivati, da bo Marjeska popeljala v to. Tako da Marjeska izvoli na začetku. Hvala Matjaž in lep pozdrav in dober večer vsem. Jaz moram povedati, da sem se zelo lepo imela takrat z vami, ko smo šli na Koroško, veliko tudi lepih stvari smo doživeli, lepo smo tudi prepevali in danes sem prav vesela, da sem lahko spet z vami. Prišla sem iz Ljubljane, malo prej, bila sem na Golem, na proslavi in tam smo se prav lepo spomnili vseh tistih zgodovinskih dogodkov, da sem pa z vami z lepo pesmijo spet. Pesem Tam, kjer sem doma, se bo lahko vsak najdel v tej prekrasni pesmi. Kjer je sonce, tam so rože, kjer pa sonca ni, rožane cveti. Tam sem jaz doma, kjer so rože, kjer je vrt cvetoč, tam dom je kjer je veter, tam je pesem, kjer pa vetra ni pojočih ptic. Tam sem jaz doma, kjer je veter, kjer lepo pojo, tam dom je več nisi sam. Tam sem jaz doma, kjer so rože, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, srečaš toplo dlan, več nisi sam. Hvala Marjetki za ta prijeten uvod. Ob tem še enkrat pozdrav našim koroški delegaciji, Mojci Koletnikovi in vsem njenim simpatizerjem, ki ste nas spet prišli podpreti. Res iskrena hvala. Res smo ponosni, da smo to prijateljstvo nadgradili v človeško prijateljstvo. Dejansko se povezujemo, se srečujemo, smo veseli, da marsikatero lep izlet in lep dogodek skupaj doživimo in to je tisto, kar nas še bolj bogati. Zdaj pa zelo nakratko, da ne bomo še izrabljali tega časa, čim bolj intenzivno. Rad bi vas najprej na tem današnjem občnem zboru ali srečanju vsakoletnem, seveda v imenu odbora, prav lepo pozdravil.
In zaželel bi samo to, da se jutri res imamo lepo. Zato bom v nadaljevanju povedal na kratko samo scenosled dogodka, da boste lažje temu lepemu dogodku sledili in pa še nekaj čist takih praktičnih napotkov. Predtem bi pa rad povedal, kaj smo v tem od lanskega srečanja do letošnjega ponovnega srečanja v Portorožu bistvenega udejanjili. Lahko povem čisto na kratko, da smo po temu srečanju lansko leto, ki je bilo res tako čudovito in uspešno, smo že v mesecu oktobru gostili delegacijo iz Grüneberga, mesta v Nemčiji, kjer je pod vodstvom luteranske duhovnice prišla skupina dijakov in študentov obiskati naše interniranke z enim samim namenom. V Nemčiji, v domačem kraju, so ugotovili, da nekaj ne štima. Niso imeli nobenih informacij. Prišli so do nekih fotografij ameriških vojske, ki je kazala, da je bilo v mestu Grüneberg neke barake. Ni nobenih več sledi in te otroci preko dijaki in ta duhovnica so prišli v Slovenijo intervjujati naše še živeče interniranke, ki so trpele v Grünebergu. In te naše punce, Dana Valičeva, Ivica Ulčnikova, Dajzinger Fani, so jim dejansko tako pričarale tisti čas, tisto trpljenje, povedale so za vsako barako, kaj je v kateri baraki bilo, kako so se dnevi odvijali, kako so delale v tovarni te municije za tiste protiletalsko topništvo in kako so praktično pričakale svobodo. Za te mlade je bilo to neko presenečenje, poslikali so, posneli so celotno, iščejo gradivo naprej, tudi bili so med drugim presenečeni, da so sredi Ljubljane v antikvariatu lahko zagledali Mein Kampf, ki je v bistvu v Nemčiji prepovedana in smo tudi to uredili, da smo to knjigo kupili in podarili z namenom, da Nemce opozarjajo na to, ker je bila še v bistvu iz leta, ko je Führer mladoporočencem v imenu nemške države delil to knjigo z napotki, kako naj živijo kot nadrasa in tako naprej. Skratka, oktobra smo imeli to. Že 9. decembra smo imeli prednovoletno srečanje, ki se je že postalo tradicionalno in na katerega smo lahko še posebej ponosni, saj v imenu Dedka Mraza naše punce in vse udeležence razveselil sam predsednik države. Prišel je s skatlo, na kateri je pisalo Lucifer. Seveda smo se vsi smejali, predsednik ni vedel, zakaj smo tako dobre volje. On se je pa potrudil, da prinesel take simbolične preko bombonjerice za vsako. In potem smo razložili, da je zelo posrečen škatlo Luciferja, da je tudi on z nami lepo smejal in imel se prav lepo. In to je tisto, na kar smo lahko še posebej ponosni. Redka so društva, redki so združenja vojnih veteranov, ki imajo to srečo, da jih podpira sam vrh države. Lahko smo veseli, da je predsednik dojel pomen našega in vašega angažiranja in delovanja za današnji čas, ko se spet svet oblači v vojne barve, ko smo dejansko spet ne veš, kakšna bo prihodnost za mlado generacijo. In zato je še kako pomembno, da nas res srcem, tudi ne glede še na njegovo mamo, ki je ravno tako bila izgnanka in ki je med drugim tudi precej bolna, se zaveda, kako pomemben je ta naš angažma in smo lahko res veseli, da nas s takim srcem in s takim ponosom podpira in pomaga na svoj način. Kajti zavedati se morate, ni tako enostavno. In res prav je, da vemo in prav je, da tudi takim ljudem, ko nas pridejo, med drugim tudi jutri bo z nami, tudi nagovoril nas bo, da se v imenu vseh nas, da to, kar nam počne, kar mi jim smo lahko ponosni, tudi to s ponosom in s poštenostjo povemo. Se pravi, to je bilo 9. decembra, v mesecu januarju smo imeli tudi vsakoletno proslavo dan spomina na holokaust in pa potem smo bili že pri 8. marcu, ko smo v Velikovcu pri Mojci v dvorani skupaj tradicionalno praznovali mednarodni dan 8. marec, tako kot ga lahko praznujemo samo med koroškimi Slovenci. Tako kot smo ga bili navajeni praznovati, če rečemo, v naši Jugi.
To je bil res, to ni bilo neko izrojeno srečanje, ampak je res tisto pomen angažirane ženske za današnji čas, pomen emancipacije, pomen vsega tega, kar krasi ta mednarodni praznik žena. In to doživiš samo med našimi rojaki. In tega sem ponosen in tudi oni so veseli, da smo tradicionalno sestavni del tega srečanja. Potem je pomembno tudi to, no, med drugim smo 2. aprila letošnjega leta v predsedniški palači na pobudo predsednika države z našimi internirankami in dijaki Celovške gimnazije, se pravi Slovenske gimnazije iz Celovca, dijaki liceja iz Gorice, ki je bil par tednov predtem polepljen s fašističnimi plakati, dijaki iz Ljubljane, imeli razgovor na temo, kako so naše interniranke preživele v taboriščih in kaj o temu mislijo danes, in istočasno tudi dijaki, kaj in kako gledajo na to tematiko. Bil je iskren pogovor, ki ga je vodil predsednik. Ta pogovor je trajal cirka 1 uro, posnet je na spletnih straneh predsednika, bila je narejena zgoščenka, poslana na vse osnovne in srednje šole z namenom, da 1 uro zgodovine posvetijo slovenskemu holokaustu, slovenskemu zavedanju, da je bil slovenski narod obsojen na propad, na genocid. Tega zelo, sploh človek ne more verjeti, da se kot nekako sramujemo, pa v bistvu glede na velikost naroda, na število žrtev, smo bistveno bolj trpeli v drugi svetovni vojni, kot so to trpeli Judje, z vsem dolžnim spoštovanjem do njihovega trpljenja, ampak je prav, da se zavedamo, da je bil tudi slovanski holokaust, uničenje Slovanov, še posebej smo bili pa na udaru Slovenci na eni in na drugi strani današnje meje. Prej so bile pa te tovarišice, to, ker so bile Slovenke, skupaj v Ravensbrücku, skupaj v Auschwitzu, skupaj so si delile povrat in usodo in bile namenjene uničenju. In tega je prav, da se zavedamo najprej mi in želimo, da to izve slovenska in širša svetovna javnost. Ne boste verjeli, letošnje leto mislim, leto 2020 bo 75-letnica osvoboditve vseh taborišč. In ob temu je Mednarodni odbor za holokaust izdal posebno, prej je bila to Štokholmska deklaracija, zdaj bo pa mednarodna deklaracija, in 1 leto smo se trudili, da so pored nacizma v tisto dikcijo napisali tudi fašizem. Nikakor niso evropske države želele, da se omenja tudi fašizem v to opozorilo evropski in svetovni javnosti ob temu jubileju. In moram reči, da je spet tukaj predsednik države v pogovoru pri nemškemu predsedniku s francoskim Macronom in še z ostalimi dosegel, da so tudi to obsodbo dali tudi v to mednarodno listino, ki bo na 2. leto ob jubileju tudi svetovno bilo poslano širši javnosti v spominino pomin. Toliko na ta 2. april. Ob koncu, se pravi 27. aprila, dan Osvobodilne fronte, je bilo spet v predsedniški palači dan odprtih vrat v počastitev dneva Osvobodilne fronte in seveda so bile v prvi vrsti povabljene tudi naša dekleta in poseben poudarek in pozdrav in v namenu tudi predsednik ob tem dnevu, ob tem kulturnem programu in ob temu, da se ta jubilej pomena Osvobodilne fronte za slovenski narod tudi še kako ustrezno obeleži. Potem ne smemo pozabiti, vsako leto imamo čudovit dogodek, gremo na Koroško, na tiste predele Koroške, ki so pomembni iz 2. svetovne vojne. To nam Zveza slovenskih žena, prej predsednica Milka, zdaj častna predsednica, mlado vodstvo novo, zdaj tudi podpredsednica Mojca Kolesnik, Danilo Topar, ki so prevzele vajeti naprej, gradimo, da se ponovno poznamo te kraje in da ponovno se človeško združimo. In moram reči, da smo na najbolj vroč letošnji poletni dan, to je bilo 27. junija, ko je bilo 35 in več stopinj, so naša dekleta pokončno v tisti vročini lepo bile na izletu, preživele, seveda s pomočjo naših tovarišic iz Koroške, ko so prilagodile program, da smo bili
ali v hladnih prostorih, in so nas sprejele tako v KNK centru v Šentjanžu, kot potem v Šentprimožu v cerkvici, ker je znamenite freske. Šentjakov, ja, se oproščam, kjer je znamenita cerkev s poslikavami Valentina Omana, svetovno znanega slikarja. Seveda smo šli tudi na pokopališču na grob in moram reči, da so bile res, tam bilo pa res preizkus, Cooperjev test, ali bodo zdržali to temperaturo ali ne, in moram reči, da je Marjetka s svojo pesmijo dobesedno z venčkom pesmi koroških spravlja v jok, ne zaradi vročine, ampak zaradi čustev, vse navzoče. In Marjetka, hvala, da si takrat res, ne že v samem, na začetku, ko smo imeli neko dobrodošlico, ampak tudi na simbolni ravni smo na pokopališču partizanom padlim v drugi svetovni vojni z našim obeleženim z vencem in z venčkom koroških pesmi se poklonili. No in že smo pri današnji, pred nami tej naši pomembni vsakoletni prireditvi, 58. po vrsti, in letos je jubilejna 25. v samostojni Sloveniji. Lahko smo ponosni in neizmerno ponosni, ker smo tako zaživi in tako čedalje bolj prepoznavni. Seveda gremo nekaterim tudi malo nos, ampak gledajte, to je samo še stimulans, da se še bolj trudimo, bolj prizadevamo in da bomo bolj vztrajali pri temu, da bo ta proslava in to druženje res nam vsem v ponos in v veselje, kajti vemo, zakaj smo tukaj, kot sem v uvodu povedal. Zdaj, če vas zelo na kratko samo seznanim, sam da dam očala gor, ker žal nekam droben tisk je. Poglejte, jutri bi vas najprej prosil, da pridete ob 10:30, ker moram povedati, ko postali smo tako simbolni zaradi lepe proslave in lepe pogostitve, da pridajo 3 avtobusi iz Maribora, 3 avtobusi iz Ljubljane, avtobus iz Velenja, Šoštanja in Šmartna ob Paki, dodaten avtobus iz Gorice, tako da pored tistih rednih, pored orkestra Slovenske vojske, ki ima 50-člansko zasedbo, pored otrok osnovne šole Koper, jih je tudi okrog 50, pored Pinka Tomažiča, ki je tudi tako številčen, pored Domna Valiča, za katerega ne vem, kdo bo imel več selfijev in Instagramov, ali predsednik, ali Domen, ampak verjamem za mlajšo generacijo, do Anike Horvat, ki nas bo svojim primorskim temperamentom, do Martina Sušnika, prvaka Mariborske opere, ki bo tudi zasanjal v Posa pojdiva dekle obsore in podobne zadeve. No. Tako da program bo bogat, bo lep, ampak prosim vas, bomo nalepili v prve dobro vrsto, tiste pač najbolj vidne, ob robu bo v prvi vrsti, posebej za naše dekleta, katerim je prvo posvečena za prireditev, Elzi, Pavli, Tanki, Dani, ki bodo posle, za katere vem, ker pogledajte, ravno danes sem s tem namenom vse te punte, katere smo se vsako leto družili, poklical, in je inventura, bi rekel, pač ni vesela, ampak gledajte, srcem in dušo so z nami, želijo, da ta prireditev res uspe in dajmo jim dokazati, da smo pravi dediči te zapuščine, ki je res nepopisno lepa. Za smislu spominjanja in opominjanja, grozote so bile pa seveda čez nekaj drugega. Tako da res posebej bo prostor za interniranke, posebej bo prostor za vse ostalo delegacijo. V drugi vrsti bomo imeli, vas prosim, druga in tretja vrsta bo namenjena vam tukaj zbranim, zato ker ste z nami skozi in je prav, da se tudi na prireditvi, zato bo napisano rezervirano, prosim, tja se usedite in bomo probali maksimalno se potruditi, da bomo te sedeže res ohranili, da so namenjeni za vas in zato v 10:30 bodite pred dvorano in boste šli noter in zasedli tisto, kar je. Ostali bojo pač temu primerno ostalo polnili. No. Toliko, kar se tiče te organizacijske in vsebinske plati, da bom našteval vsako pesem posebej, ker boste jutri, ampak glavno, da veste, kdo vse bo nastopajoči, pored recitatorjev, pored izraznih plesalcev,
mislim, da bo res en lep program in dovolj. Častni govornik bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, zato je tudi proslava z nazivom Ne vrag, le sosed bo meja, kajti on je zadolžen tudi za sosedstvo. Tako da posvečena bo proslava slovenski himni, Zdravljici, z vsem tem jubilejom, tako da v tem smislu bo to tudi rdeča nit te celotne prireditve. Toliko o temu, tako da pozdravljeni še naprej, zdaj pa malo se opravičujemo, ker ni stalo za vse, ampak bomo zelo hitro končali, no. Ampak se splača za našo Marjesko tudi še malo postati. Jaz bom pa skrajšal. Zdaj, kar sem imel jaz povedati za naslednje leto. Naslednje leto je leto jubilejev. Potrudili se bomo, kot na vsako leto, na vsakih 5 let, da bomo organizirali izlet v Ravensbrück v času mednarodne proslave in bomo to pride okoli 15. aprila. Takrat je sicer vreme gor, kot vedno v Nemčiji, neprijetno, ampak upajmo, da bomo imeli srečo tako pri organizaciji kot pri udeležbi. No. Drugače pa standardno vse tisto izlet na Koroško, pri predsedniku bomo tudi imeli, rekel, zdaj že kar abonma na vseh teh domoljubnih naših prireditvah in pa seveda naslednje leto v Portorožu v enakem številu in še več. Da ne bom predolgo, imel sem pripravljeno še marsikaj, tule so samo na kratko novice, ki so na res vidni drugi strani, takoj kot prete naslovnico, na celostransko obeležile naš obisk na Koroškem, s fotografijami, s tekstom in lahko smo samo veseli, da smo tudi strani medijev s pomočjo naših rojakov prepoznavni in so te dogodki res vredni vsega spoštovanja. Tu imam tudi dopis, s katerim predsednik sporoča, da prevzema častno pokroviteljstvo te naše prireditve tudi vnaprej in tudi sporoča, kaj to častno pokroviteljstvo pomeni. In samo 2 stavka. Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika republike, se pravi vašemu delu, se pravi našemu delu in prizadevanjem, ter daje dogodku prav poseben pomen. Častno pokroviteljstvo predsednika pomeni, da predsednik spodbuja vaše ideje, se zavzema za stvari, s katerimi se ukvarjate in podpira vaša prizadevanja. Toliko v vednost, kajti se veste, marsikje so marsikakšne govorice, mi smo pa lahko na tisto, kar je delež tukaj, še kako ponosni. In to želim ločiti od vseh drugih všečko ali nevšečko in javnih takih ali drugačnih mnenj o kakšnih zadevah. Toliko o temu, zdaj pa mislim, da je prav, da dobi besedo naša Stanka Simoneti Kranjc, ki je res naša vez z mednarodnim odborom, čeprav je fizično na stolu, ampak je umsko, telefonsko, neverjetno vztrajna in je z vsemi informacijami, ki so potrebne za našo povezavo, še kako na tekočem in še kako nas vestno in res lepo zastopa. Stanka. Hvala ti za vse to še naprej in lej, mikrofon je obzor. Hvala za tak poklon. Hvala lepa. Zdaj moram vam povedati, da sem dosti razmišljala, kaj naj vam povem. Kajti ena od živih prič, pač vsem, kolikor nas je tukaj še nekaj, in to so zelo dragocene osebe za zgodovino, groze, da bi še zvedel mladi o tem, kako strašne stvari smo pretrpeli za svojo svobodo, za vedne proti nacistom, proti fašistom. Bile smo pač uporniške ženske in videle smo in doživele smo, in to je zelo dragoceno za naš dragi muzej, ki se mu reče ustanova, dobesedno prevedeno, ustanova za opominjanje in spominjanje žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Tako je tej ustanovi
uradni naslov preveden v vaš jezik. To je naš Ravensbrück, ki ima sedež na teritoriju, na ozemlju, kjer je bil takrat v tistem času pod režimom Adolfa Hitlerja, kjer je bil takrat, rekli so temu zaščitno taborišče za upornike. Pač žensko koncentracijsko taborišče je pomenilo zatočišče. In za koga je to zatočišče, to pa se ni dalo razvozlati, kar marsikaj drugega ne. Jaz bi danes ne imela kaj veliko dodati k temu, kar je Matjaž povedal, ker je povedal praktično zelo pomembno zadevo, da stvar ni izumrla pri nas, da stvar teče svoje življenje. Mi smo nekaj posebnega, veste, včasih moških niso pustile zraven ženske. Samo ženske so bile funkcionarke posod. Mi imamo tukaj eno posebnost in mi smo itak v mnogem posebni. Zdaj smo posebni celo v kolesarstvu. Vele sila. Ja, to ni kar tak hec. Ampak da imamo moškega že ves čas na špici, kot se reče, to pa je nekaj zelo posebnega in tudi dragocenega, ker moraš le imeti precej energije, da tako držiš ritem. A obligacije imaš tudi seveda velikanske, to niso majhne odgovornosti. Jaz bi samo sporočila, ker ne bom zdaj filozofirala, niti ne vem kako drugih, nimam jaz funkcije govornika slavnostnega, to nimam. Jaz sem pač en udeleženec, ki v bistvu praktično vse ve, kaj se godi v samem muzeju Ravensbrück. Zato, ker je tam moja velika prijateljica, glavna tajnica od vsega začetka je Petra, tako jo bom poimenovala, vedno imajo isto tajnico in mi dve sva na liniji. Jaz začnem klicati, ona prevzame, da to da ona račun plača. Ker ne kličem, ne vem kaj, kadar je treba. In vse, razen tega, moram povedati, da mi Petra pošilja vse vabila, pa vse projekte, ki jih imajo v tem muzeju. To je muzej seveda danes, ne. Ampak muzej, ki je urejen na visoki strokovni ravni. To deluje tako, kot mora muzej delovati. Vse je arhivirano, vse, kar si ti njim dal, oni tebi pošljajo v kopiji, da si res dal v hrambo, veš, da nobeden ne bo odtujil, imajo vse tako urejeno, sodobno, profesionalno, skratka. Moram vam povedati, da sem ji povedala, da gre spet v naš Portorož. Saj oni v Ravensbrücku poznajo naš Portorož. Eno leto smo povabili ravnateljico, to je bila Sigrid Jakobajt, pa njenega moža. Oni so si vožnjo plačali, mi smo jim pa podarili bivanje pri nas. Niso mogli verjeti, da imamo tako čudovito deželo, tako krasne zadeve se lahko dogajajo. To sta dva visokošolska, zelo izobražena človeka, ki sta bila nekoč na oblasti v Ravensbrücku. In takih lepih zgodb je nekaj. Jaz mislim, da je najvažnejše to, da smo nekako v stiku in to smo. Ta obvestila prihajajo, samo seveda to ne moreš tako napisati. Naš borčevski časopis je tudi brez posebnih denarjev, kome še živne. Tako pač je, ni to tako enostavno, da bi ne vem to skozi pisal, pa tudi treba, ne. Je pa pri meni ona ogromna škatla in tam notri to leži. In kadar bom jaz čisto na koncu, mi ne bo več šlo, da bom pa šla v arhiv, tam kamor se te stvari dajo, ne. Vsi naši, ki so pametni, dajo v arhiv. Slovenski
ali pa ne vem, no, v glavnem to je zdaj druga zgodba. Jaz vam prinašam pozdrave, lepe pozdrave od naše Petre. Moja stražarka, moja vnukinja, mislim, da moram prečitati, ampak jaz sem spremenila temu. Danes se mi je zdelo, da je bolj važno, da vam sporočim pozdrave od naše Petre, ki je stalna tajnica, ne vem, 30 let. Da nam ona pošilja prisrčne in lepe pozdrave in da je presrečna, da imamo vedno to in da je zadovoljna, da je eden posebni odbor Ravensbrücka, ki ima moškega predsednika, da to ni kar vsak dan. Zdaj se pojavljajo tudi moški, prej pa niso zraven pustili, to so bile hude ženske. Tiste, ki smo preživele. Jaz ne vem, če sem bila, pa sem tudi bila po svoje. Se imam kolegico tam, ki že kima nekaj, ki poznava dolga leta, ampak to je tako je, ne moreš kaj postati. Zdaj pa tole je v glavnem, kar sem vam želela povedati. Še ne bo mogoče odveč, da povem, da je bila velika proslava prejšnjo soboto, ker so se spominjali tistega dogodka, ko so postavili to taborišče, ko so ga začeli 59. leta, je to se zgodilo in takrat so to začetek naredili tam, čez da bo tako narejeno, nekaj tazga. Takrat so bile še barake, pa vse takšno, kot je bilo. Jaz mogoče govorim, da ne slišijo, ker slišim signale, da slabo govorim. Ja, takrat so bile še barake, tako kot so bile v originalu in takrat, ko so rekli, tukaj pa bomo naredili spominski hram, za spominjanje na te groze in je prišlo okrog 70,000 ljudi na ta dogodek. To je zelo zanimivo, kajti takrat, leta 59, oprostite, prosim, je bila že hladna vojna in hladna vojna je bila res vojna. To so bile hude zadeve, o katerih sploh nič ne vemo dosti, ker nas tudi se ni toliko prijelo, ampak je bila prava vojna. Ne bomo zdaj v tej politiki, samo to sem mislila, da vam moram povedati, da smo v stalnem stiku, da dobimo gradiva, da so tukaj na razpolago Matjaž. Jaz vam najmanj 10-15 knjig, ki so mi jih Nemke, ker na noro so pisale knjige po Ravensbrücku, ki so jih pisale, jih imam doma, so mi podarili svojo knjigo o Ravensbrücku. Najmanj 10 jih je tam v tisti veliki škatli. Tako da to vse imamo v Sloveniji in to je v redu. To je v redu in da smo živi je pa še najbolj v redu. Da še lahko živimo in se veselimo življenja. Za pogovor. Malo improvizirano pa, tako pač je. Najbolj pa še, če od srca poveš. Stanka nas vedno znova navduši in res smo lahko iskreno ponosni, da so tovarišice še z nami in da nas res tako obogatijo. Zakaj smo tako ponosni, zakaj resnično, upam, da ne zamerijo, res izkoriščamo do zadnjih atomov moči, kajti to je res pomembno. To, kar nam ves sporočate kot nosilka vsega tega, je neprecenljiv zaklad. Tako da res hvala. Stanka je povedala tudi to, da smo v tem mednarodnem odboru, mednarodni odbor je doživljal že vzpone in zdaj pač malo manj padce, zato smo tudi temu primerno ustrezno tudi previdnejši in manj angažirani, kot bi bilo, kajti samo vodstvo je v finančni stiski, tudi te ustanove so nekako v finančni stiski, mi pa tudi nismo v stanju, čisto pošteno povem, da bi gostili mednarodni odbor, kajti ob temu, da si zelo iskreno povem, vse, kar se dogaja, vse, kar počnemo, organiziramo, tudi finančno pokrijemo z zbranimi sredstvi popolnoma sami. Niti centa ni od nekih ustanov,
ali nekih dobrotnikov, ki nam bi tako ali drugače od vrat do vrat z dopisom tisti, ki čutijo v srcu, da upravljamo pomembno delo, nas tudi finančno podpro in tega se zavedamo. In zato smo lahko še posebej tako samostojni in ponosni in pokončni. In takim, kot je Stanka, ki se trudi na svoj način, je res treba dati en globok poklon. In enako tudi Elzi, enako tudi Pavli, kajti nekaj sem prej pozabil in moram še enkrat povedati. Tudi drugo leto ob dnevu spomina na holokavst predsednik ponovno pripravlja, in to je že javno povedal, pripravlja obisk na še živečih internirank na proslavi v Auschwitzu. To bo tudi jutri povedal, tako da bojo naše punce kondicijo trenirale, da bodo zdrave in da nas bojo pokončno in ponosno zastopale v tej mednarodni skupini še preživelih internirank in nas res verjamem najlepše zastopale. Toliko o temu ponosu. Drugi ponos je jutrišnji naš voditelj Domen Valič. Veste, kakšna je družinska naveza. Sandijev zadnji javni nastop je bil na naši prireditvi. Njegova Fanika Okić odmeva še danes v vseh naših srcih in z največjim ponosom. Dana je dolga leta vodila kulturni program in bila gibalna duša. Vnuk Domen ne samo, da je uspel kot igralec, v filmu Preboj igra častnega meščana Ljubljane, za katerega sem ponosen, da sem ga z mojim predlogom tudi uspel in da je postal častni meščan Ljubljane. Torej, naše niti so povezane in so delne in tega smo se lahko s ponosom zavedamo. Naj omenim, da jutri med gosti smo lahko ponosni, da pored Ivice Žnidaršič, predsednice Društva izgnancev Slovenije 1941-45, bojo na naši proslavi, ker je v Sloveniji mednarodni kongres, navzočil predsednik Poljskega društva izgnancev, predsednik Ukrajinskega društva izgnancev in predsednik Češkega društva izgnancev. Tako da pored ostalih visokih gostov, kot so evropska poslanca Tanja Fajon in Milan Brglez in prej omenjenih, mislim, da bomo imeli res, da se boste lahko zavedali, kako pomembna je naša prireditev in kako je pomembna tudi ta podpora vidnejših predstavnikov, s katerimi se lahko lažje prebijemo v ta medijski prostor in povemo tisto sporočilo, za kar se trudimo, kar pa je naša osnovna poslanstvo. In ne nazadnje, jutri je ob 7:30 zvečer v Kopru kantata Ravensbrück. Mlada dekleta, mlade režiserke so ustvarile posebno glasbeno dogodek na temo Ravensbrücka. Gre za edinstven projekt, ki ga slovenske ustvarjalke, pevke, instrumentalistke in skladateljice na svojstven glasben način povezujejo z zgodovinsko odmaknjenimi dogodki v Ravensbrücku v Nemčiji. Tako da vsi, ki boste jutri želeli ob 7:30 zvečer kaj več boste videli, bom vam tudi osebno povedal, kje in kaj, je dogodek, ki je pretresljiv, je pa pomembno to, da mlajša generacija glasbenih ustvarjalcev posega po dediščini, ki je vaša. In to je tudi ena od oblik prenosa poslanstva, ki ga želimo doseči. In to je tudi pomembna zadeva. Če sem še karkoli. Še nekaj bi rad, glede to, da so zdaj Mojca tvoji celotna večina koroške delegacije. Želim, da jutri, ko bomo res ponosom pozdravili koroško delegacijo, vsi vstanete in vsem vam bo namenjen ta pozdrav in aplavz. Tako da navodilo, kar direktno, lepo prosim, dvignite se, da vas bodo videli, kajti ponosni smo na to, da ste z nami. Tako da res hvala.